Duhovniški poklic, to je neka velika skrivnost. Marsikdo misli, ja, Gospod zjutraj odmašuje, pa je prost. Nikoli nisem takšnega Gospoda poznal. Poznal sem res duhovnike, ki so delali z veseljem. In bal sem se takšnega dela, odkrito rečeno. Jaz nisem za to, kajti ste to ni iz človeške moči. Tudi duhovništvo, danes se govori o obnovljivih virih energije. In Jezus je pri zadnji večeri pač naročil, to delajte v moj spomin. Saj duhovnik je samo orodje v Jezusovih rokah in po svoje pravzaprav ne bo nič naredil. Ni vedno najbolj prikladno orodje za svet, nikoli ni bil, kajti svet potrebuje tisto všečnost, ki je trenutno v uporabi. Duhovnik je pač v službi Jezusa in je na voljo za ljudi, vzet je pa iz ljudi. Nihče ni popoln, vsa moč pa prihaja res od Jezusa. Zato sem rekel, zakramenti so res v vsakem trenutku in času obnovljiva energija Jezusa Kristusa, potrebujejo pa delivca. In zatrepetaš pred takšnim dejanjem, ki ne more biti nikoli nekaj naučenega, ampak res v službi njega, ki daje moč. Sam osebno sem velikokrat se na nek način želel izogniti temu poslanstvu. Jaz ne znam, kako pa naj pridigam, kako naj oznanjam. Pa vendar, ko nastopiš poslanstvo, takrat vemo, da je Božji duh tisti, ki navdihuje, in če na temu Božjemu duhu človek ne gradi, je pač brneč zvon, sod, brneče cimbale, razglašen inštrument, da ga se vedno bojiš. Zato res pred vsako besedo moraš najprej povedati sebi, če stojiš za tem, potem je si zmožen posedovati tudi Božjemu ljudstvu. Z govorico, katera je razumljiva njim. Res, to ni lahko. Vsak duhovnik pa se trudi, da bi posedoval tisto, kar bi želel povedati danes Jezus Kristus. Kajti on je tista moč, tista energija, ki nikoli ne usahne. Po Svetem Duhu deluje, zato sem rekel začetka, in ta Božji duh je res najbolj obnovljiva energija, ki drži in naredi vse, da Jezusova cerkev ne umre. Ima vzpone, ima padce, tudi vsi živimo s tistim zagotovilom, katerega je Jezus izrekel apostolu Petru: ti si Peter skala, na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. In dokler stojimo na tej skali, ki je Kristus, in se na to skalo zidujemo, do takrat se nam res ni treba ničesar bati. Tisočletna zgodovina nas o tem potrjuje, da tudi najslabši krmarji niso mogli potopiti te ladje. Je velika, počasi se obrača, ampak vendar tiste prave smeri, da nas vodi v pristan večnega zveličanja, pa smo prepričani, da nikoli ne zgreši. Tam nas čaka on, ki nas je ustvaril zase, ki nam je zagotovil, da nam je prostor pripravil, da bi tam, kjer je on,
pri nebeškem očetu. Kajti ne potujemo samo do groba, vedno bolj sem tudi v duhovniškem poklicu to doumel in se v tej veri utrjeval, da se tega prehoda pravzaprav ne bojim. Gotovo je pred tem negotovost, pa če veš, čigav objem, greš, kdo te pričakuje in da je na tej poti, čisto na koncu, tudi gotovo Jezusova mati Marija, ki nas bo spremljala in pokazala tistega, ki je ljubil Jezusa in tudi se ob njeni veri navdihoval za poslušnost Božji volji. To je tisti lok duhovništva, ki skozi desetletja zori in Bog daj, da bi dozorel. Jaz sem hvaležen vsem, ki so na tej poti spremljali, eni z naklonjenostjo, drugi mogoče manj naklonjenostjo, ampak veliko večino ljudi sem pa spoznal, kako so dobri, šele takrat, ko sem se res srečal z njimi. In prav tam sem res hvaležen, kajti skupaj smo gradili in gradimo poslanstvo. Moram reči, da nikoli nisem pa slišal kakšnega posebnega nasprotovanja, celo tam, ko sem si včasih mislil. Tudi ko sem ležal v bolnici, kar nekajkrat sem začutil, kako so bili tisti, ki so vedeli, da sem duhovnik, nekje bolj mirni. In marsikateri pogovor se tam začel, nadaljeval in krepil nas, ki smo kot ljudje bili vsak v težki situaciji deležni ljubezni, tudi tisti, ki so nas oskrbovali. Za bogoslužje duhovnik uporablja različne oblačila, mašne plašče, so nekateri dragoceni, izvezeni iz takšnih in drugačnih niti, tudi če bi sam izbiral, bi res šel k temu, kar nekaj ponazarja, kakor tale prt, trenutno vrtnico, tako tudi ta plašč mi všeč, zato, ker je van uvezen slovenski, gorenjski nagelj, ker to je pač cvet naše domovine. In zdi se mi, da marsikje prav ta cvet izginja, kakor tudi rožmarin in roženkraut, hvala Bogu, da ga narodna noša še vedno ni zamenjala. In zato zelo rad večkrat za praznike oblečen ta mašni plašč in tudi sicer sem najbolj vesel takrat, ko je ob oltarju cvetje, ki je zraslo v teh krajih, ali pa tudi klas, ki zori na tej nivi in ki daje kruh. Vse to je nenazadnje tudi simbolika vsega bogoslužja. Jezus je tudi uporabljal stvari, ki so bile njemu pri roki in domačem kraju. Tako nisem nič preveč navdušen na tisto, kar pride iz daljnih krajev, pa naj se še tako blešči, pa tudi čeprav gre za cvetje, kar zraste na Slovenskem, pa naj bo to v gozdu, na travnikih ali na naših gredicah, to se mi zdi najlepše. Če že ne po izgledu, pa po tistem vonju, ki res tako blagohotno vpliva na razpoloženje narave v določenem mesecu. Pa naj bo zavon smreke v božiču ali pa vrtnice v mesecu juniju, šmarnice v mesecu maju, potonke, ki se razcveti, kajti vsak cvet ima res svojo barvo
In združen šopek naj bi simboliziral tudi občestvo kristjanov. Večkrat se mi zdi, najlepši šopek pa so ljudje pred oltarjem, ki se med seboj poslušajo, se imajo radi in si pomagajo. To je pa najlepši cvet in šopek, ki naj pa med nami nikoli ne zveni. Ja, tako je. Po pripravah v semenišču prej v gimnaziji je prišel tudi datum 29. junij, god apostolov Petra in Pavla, ko me načkov Pogačnik skupaj s številnimi sošolci posvetil za duhovnika v cerkvi svetega Nikolaja v ljubljanski stolnici. No in prva pot je bila še delno obveznost do fakultete, še 6. letnik, drugače sem pa nastavljen kot semeniški duhovnik v ljubljanski stolnici in se je začelo kar dovolj pestro. Navadno sem sodeloval pri 10 mašah vsako nedeljo. Če pa je bila stiska, so me pa poslali kot letečega duhovnika v župnijo, kjer je nenadoma bodisi zbolel ali pa ponesrečil se duhovnik. Tako sem obiskal marsikatero župnijo. Za Božič sem mi pa že pomočnik pri Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Za sam božični praznik pa sem mogel pred polnočnico naravnost Smetliko, za veliko noč v Kolpsko dolino, v Osilnico. Čudovite izkušnje so bile iz tega 6. letnika. Z jesen, avgusta, sem pa nastopil službo kaplana v Komendi, kjer sem ostal 4 leta. To so bili čudoviti duhovniški dnevi. Veliko je bilo veruka, veliko mladine, izredno lepo versko vzdušje, pa tudi sodelovanje s župnikom Viktorjanom Demšarjem. Lotili smo se raznih projektov, igric, predstav, proslav in tudi športnega udejstvovanja na več področjih, tako da sem odšel po 4 letih celo z izkaznico športnega društva in hvaležnostjo za trenersko vlogo pri mladinski ekipi tamkajšnjega športnega društva. Za 28 leti sem pa nastopil službo župnika na Breznici. To je pa večja gorenjska župnija, ki slovi po imenitnih rojakih, kot je France Prešeren v Vrbi, škof Pogačar iz Vrbe, škof Volk iz Vrbe, Franz Aleški Finžgar iz Doslovč, Janez Javen iz Zroden, Matija Čop iz Žirovnice, potem Janša Čebelar in številni tudi drugi ljudje, ki so pomenljivi za slovensko cerkev in kulturo. Tudi v tej župniji je bilo delo zelo prijetno. Ves verouk, mladinska skupina, 6 podružnic, pa še 7 smo zgradili iz ruševin Svetega Lovrenca. Povsod se je dogajalo nekaj vsak mesec, kajti vedno je bil določen zavetnik, Sveti Marko, v Vrbi aprila, Sveti Florjan v Studenčicah, maja, konec maja, Kancija na Selju, potem Sveta Ana na Rodnah, pozneje Sveti Lovrenc v avgustu in jesen Sveti Martin, oziroma še prej Sveta Radegunda na Bregu, Sveti Martin v Žirovnici, Sveti Klemen na Rodnah, zanimivo na Rodnah, sta bila krščena tudi France Prešeren, pa tudi Matija Čop in vsi, ki so bili rojeni pred letom 1821, ko je zrastla samostojna župnija na Breznici.
Na Breznici smo stali kar 28 let in sem se kar težko predstavljal, da bomo lahko še kje deloval, pa je bila takšna želja škofa, se mi zdi, da nisem nič izbiral, potrebe so pokazale, da grem na Kokrico, kjer se je poslovil gospod Ladislav Kovačič, ker je bil že zelo bolan in zdravstveno je oslabel. Trudil sem se, da sem nadaljeval njegovo delo v svojih očeh in se hvaležen, da so pristopili novi sodelavci, brez katerih bi težko opravljali delo naprej. Hvala Bogu, marsikatere preizkušnje sem prestal, tudi zdravstvene, in v vsaki take preizkušnji sem bil bolj srečen in vesel, da sem se vrnil na delo. Kajti za vsako tako preizkušnjo sem čutil, da ima življenje perspektivo ne samo zemeljske dni, ampak da nas čaka dom, katerega nam je pripravil Kristus. In za ta dom in v to smer želim voditi tudi župljane, ki so verni, pripravljati otroke pri sakramentih, bodisi pri obhajilu, pri birmi, da bi vedeli, kakšen je, kaj je človekov cilj, in pa, da je navigacija za to pot poslušanje vesti, poslušanje Božje besede, Kristusovega evangelija in moč molitev in prejemanje sakramentov. Tukaj je vsa energija in ves recept. Duhovniški poklic je na nek način skrivnost, ki je marsikomu lahko položen v srce, lahko ponujen. Odločitev je pa svobodna, tudi zadaj sem prepričan, da stojijo tudi tisti, ki jih mogoče ne poznam, pa so se včasih pokazali kot tisti, ki so v ta namen molili. To na nek način velja tudi pri moji odločitvi, kajti dolgo časa sem nihal, kam, v katero smer. In že ko sem bil pisan na medicino, je pač prevladala ena želja, ne želja, bolj notranji klic, kateremu je treba slediti. In sem zbral pogum in še zadnji čas vprašal župnika, kje se popišeš za duhovniško šolo. Niti nisem vedel, kje je semenišče, kje je stolnica, in je moral župnik v Ribnici mi pač razložiti, kam je treba je to vprašati. Toda po tisti odločitvi je bilo vse lažje. Mnogo pozneje, ko sem bil že duhovnik, pa sem nekje slišal tudi eno skrivnost, ki sem jo razumel šele takrat, zakaj se je pravzaprav to zgodilo. Že moj staroče, oziroma praded, bi rad bil duhovnik, pa ni bil sprijet. Prav tako, to mi je pripovedoval stric, ko bi star že 93 let. Je rekel, tudi mene je oče želel, ker sam ni mogel zaradi zdravja. Pa so rekli, si preslabotnega zdravja, in je moral pač voditi domačijo, pa gostilno. Pa mene je pošiljal v šolo, se je dosegel lepe uspehe v šoli, ampak prav nisem bil za to. Ampak sem zmeraj molil, da bi nekdo iz te rodbine pa vseeno bil pri oltarju, da bi kdaj molil za nas. In ko mi je to stric povedal, sem pa razumel, kaj je v ozadju tega poklica. Saj Jezus je rekel, se niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil pa poklical. In mi nikoli ni bilo žal za to odločitev in upam, da mu že lahko koristil, če ne kot župnik, pa kot kakšen pomočnik, tam, kjer bo človek potreboval bodisi besedo evangelsko, ali pa tisto moč, katero dajo zakramentih. Velikokrat sem občutil marsikatero reč, ki jo težko pripovedujem tistemu, ki tega ni videl, ki ni doživel. Že od prvih spovedi naprej
prvih maziljen, sem videl, da v ozadju deluje Božja moč, Božja ljubezen, Božje usmiljenje. In prav to me je vedno potrjevalo, da sem na tej poti vztrajal tudi takrat, ko se je zdelo, da je marsikdaj delo za manj, da se besede odbijajo od src, od ušes, pa vendar temu ni tako. To pa potrjuje življenje, ki sem ga izkušal. In letos je pač 50 let, še nekaj časa, ko se bom Bogu zahvalil za vse te dneve. Nikoli se nisem predstavljal, da bom toliko časa ohranjen tisti kondiciji, ki je potrebna tudi za župnikovo poslanstvo, ki ne gre samo za tisto, kar je Božja beseda in delitev zakramentov, ampak tudi marsikatera administrativna, gospodarska stvar. Vesel sem, da sem zlasti na prejšnji župniji praktično, da smo skupaj obnovili vse cerkve, zamenjali vsa ostrešja, pozidali cerkev svetega Lavrenca, obnovili mnoga znamenja in nikoli si nisem predstavljal, da bom vse tukaj sodeloval, še posebej takrat, ko je bilo treba sodelovati z umetniki in tudi najvišjih nivojev. In se bilo treba učiti tega jezika in pa spoznavati tudi njihovo delo. Obenem pa sem bil vedno vesel in iskal kondicijo z razne molitve, tudi ljubezni do narave, do vrta, do sadjarstva, do živali, kajti tako se nisem utujil naravnemu ritmu in nisem pozabil, kaj pomeni pomlad, kaj pomeni poletje, pa tudi z neuri, kaj pomeni poviranje sadov, pa tudi zima, ki človeka sili k tistemu počitku, za katerega pa sem bil in sem privilegiran, da imam vsaj 1 uro časa na dan, pa v nedeljo tudi, ki je čas zame in za Boga. Brez te pauze bi pač lahko človek postajal odtujen sebi, človeku, Bogu in vedno bolj robot, kot pa bitje odnosov s človekom in s tistem, ki nas presega. Ne nazadnje, nisem se nikoli branil tudi sodeloval z drugimi sobrati po župnijah. Ob koncu zadnja leta sem pač moral sem naprošen, da sprejmem še službo dekana v Kranju, kjer naj bi koordiniral delo, povezoval duhovnike, da bi res to rasla ena takšna skupnost, kajti tam, kjer smo složni, pa edini, tam je upanje na uspeh, ker se med seboj razumemo, lahko tudi znanjamo evangelij.